In spet se mi je na odru, v studiu pridružila moja najljubša soigralka Jasna. Ja, če slučajno kdo ni pogruntal prej, da sem bila to jaz, a ne? Seveda, ja. Tako dobra kamuflaža. Okej. Ti boš seveda poskrbela, da bo v naši spretnostni igri vse potekalo po pravilih, jaz pa bom skrbel za vprašanja. Drži, sila preprosto igro imam pripravljeno za danes. Upam, da bo šla tudi tekmovalcem dobro od rok. Takole, podajati si morate žogice in jih 5 spraviti v košek. Vidim, da ste že na svojih mestih, tako da smo kar pripravljeni. 3, 4, zdaj. Pri kateri črti narisani na cestišče lahko prehitevamo? Črtkani. Da. Kdo je vodja katoliške cerkve? Papež. Da. Kako se imenuje slikarska zvrst, pri kateri umetnik upodobi sebe? Portret. Ne avtoportret. Katera slovenska zver ima na ušesih čopke? Ris. Da. Katero je največje glasbilo iz družine Godal? Kontrabas. Da. Kako je ime čarodeju iz Bratovščine Prstana? Naprej. Gandalf. Kateri državni praznik praznujemo 26. decembra? Reformacija. Dan samostojnosti in enotnosti. Kaj je madžarska denarna enota? Dalje. Forint. Na kateri celini se nahaja puščava Gobi? Gobi, Azija. Azija. Stop! Vijolični so se žogali 45 sekund. Koliko točk so pa nabrali rumeni? Rumeni so nabrali 5 točk. Zdaj pa menjava. 3, 4, zdaj. Kateri planet imenujemo tudi rdeči planet? Mars. Da. Katera pevka poje skladbe Malo, malo, ironija in tople oči? Nina Pušlar. Da. Kako imenujemo zvrst kiparstva, pri kateri je obdelana le prednja stran materiala? Relief. Da. Kateri je najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp? Grintovc. Da. V katerem športu se srečajo tekmovalci za Davisov pokal? Naprej. V tenisu. Kako imenujemo utežno mero za plemenite kovine in drage kamne? Karat. Da. Kako imenujemo uslužbenca, ki na vlaku pregleduje ali prodaja vstopnice? Sprevodnik. Da. Katero je glavno mesto Romunije? Bukarešta. Da. Kako se imenuje najdaljši cestni viadukt v Sloveniji? Črnikal. Res je. Kateri je najvišji oziroma najpomembnejši pravni dokument v državi? Ustava. Stop! Da. Ja, rumeni so potrebovali malce več časa, igro so zaključili v 48 sekundah. Vijoličasti pa so dobili tudi malce več točk, in sicer 9! Bravo!